Tole je avtomatizacija tvoje spletne trgovine in ChatGPT naredi vse, kar ti rabiš. Jaz sem Peter in tole je 4. video v seriji avtomatizacij, kako jih delamo s ChatGPT-jem. Poglej si tole. Tole je avtomatizacija, ki jo narediš na spletni trgovini. V mojem primeru je to WooCommerce, lahko je pa to Shopify ali pa Magento. Kadar dodamo nov produkt, takoj pošljemo produkt v ChatGPT. Tale ChatGPT bo pogledal, ali ima produkt opis, in če nima dobrega opisa, ga bo nadgradil. Potem, ko ima produkt opis, najprej gremo pogledati metapodatke. Metapodatki so tista ena stvar, na katero ponovadi pozabite, ko dodajate produkte, so vam pomembni za SEO, pa še za kaj druga. Zaradi tega pogledamo metapodatke, pogledamo, če ima metaopis, če ga ni, ga dodamo, če je slab, ga izboljšamo. In enako potem v koraku 2 za meta naslov in potem to pošljemo nazaj v WooCommerce, kar pomeni, da smo meta opis in meta naslov ter opis produkta poslali nazaj. V vmesnem koraku vzamemo naš produkt, pripravimo za njega Facebook objavo, pripravimo vabljivo in prodajno Facebook objavo za ta produkt, opis produkta pošljemo in ceno. Opis naj bo vabljiv in iskreno pove, kaj je najboljša stvar tega produkta, ti sklepaj, kaj je ciljna skupina tega produkta in objavo prilagodi tej ciljni skupini. In potem stvar neposredno objavimo na Facebook, na koncu pa še dodamo vse skupaj v Google Sheets. V tem Google Sheetsu pač zbiramo vse nove produkte oziroma vse social media objave na ta nove produkte. In v istem koraku napišemo še objavo na LinkedIn, na enak način kot za Facebook, ter jo pošljemo na LinkedIn in damo na koncu vse v Sheets. Na takšen način imaš boljše produkte, vsakrat, ko si produkt objavil, se avtomatsko objavi na socialna omrežja in lahko bi ga še, recimo, poslali kar neposredno preko Mailchimpa ali pa HubSpota ali pa nekega sistema za email marketing našim naročnikom. Naroči se, naredil bom še več takih avtomatizacij, ti pa v komentar napiši, katere avtomatizacije si ti želiš.